Pozdravljeni, dobri ljudje. Iskren pozdrav vsem gostom, ki s svojo prisotnostjo pomagate usmisliti našo prisotnost. Spoštljiv, iskren in ljubeč pozdrav predsednici Ljudmili Novak, obema podpredsednikoma, gospe Ivi Dimic in Alešu Hojsu, predsedniku sveta, gospodu Jožetu Horvatu, vodji poslanske skupine, magistru Mateju Toninu, evropskemu poslancu in prvemu predsedniku vlade po osamosvojitvi, gospodu Lojzetu Peterletu, županom iz naših vrst in posebej prisrčen pozdrav vsem tistim, ki zvesto, tiho postorijo drobna vsakdanja opravila, ki jih opazimo samo, če niso narejena. Razumel sem, da bo na tem mestu aplavz. Kajti vaš aplavz ni samo naša hvaležnost, ampak predvsem naša nova zavezanost, da bomo bistveno bolj spoštovali izvoljene predstavnike, jih branili v javnosti in njihovim utemeljitvam verjeli dosti bolj, kot pa fotokopijam iz raznih medijev. Velika je namreč nevarnost vsakega izmed nas, da se ne znajde ošaben v prvih vrstah, zadovoljen, da ni podvržen slabemu, tako kot vsi drugi, v prepričanju, da nikomur, tudi Bogu, nič ne dolguje, saj je dal v puščico in celo plačal članarino stranki. Maurice Maeterlinck je pred več kot 100 leti napisal: tisti, ki vedo, ne vedo nič, če nimajo v sebi moči ljubezni. Zakaj resnično moder ni tisti, ki vidi, ampak tisti, ki vidi najdlje, pa zato najgloblje ljubi ljudi. Videti brez ljubezni je zreti v temo. Okoli sebe vidimo, da je popolnoma mogoče obstajati, ne da bi razmišljali. Ni pa mogoče razmišljati, ne da bi živeli. In vsakdo izmed nas je v nevarnosti, da ne bi ob koncu življenja moral reči, morda pa nisem sploh živel. Sveti Pavel pravi, kdor ljubi bližnjega, je izpolnil vso postavo. To je temelj krščanske demokracije. Krščanskemu demokratu za njegovo politično delo ne more biti zadnje merilo uspeh, še manj gmotni dobiček. Politika si mora prizadevati za pravičnost in tako ustvarjati osnovni pogoj za mir. Politik bo seveda iskal uspeh, ki mu sploh odpira možnost političnega oblikovanja. Toda uspeh je podrejen merilu pravičnosti, stremljenju po pravu in razumevanju za pravo. Uspeh lahko namreč tudi zavaja in s tem odpira pot za pačenje prava, za uničevanje pravičnosti. Odvzemi pravo, kaj je potem država še drugega, kakor velika razbojniška tolpa, je rekel že sveti Avguštin. Pred nami je torej resen čas, ko bodo volivci, predvsem po sadovih našega načina življenja, zaslutili več upanja in zaupanja za Slovenijo. Živimo namreč sredi velikanske krivice, vendar menim, da ni ne brezbrižno in ne kruto, če včasih govorimo, kakor da te krivice ni. Sicer se ne bomo nikoli pobegnili iz tega kroga. Pomembno je namreč živeti, kot da smo od nekdaj pred velikim odkritjem in se pripravljati, da ga bomo sprejeli tako popolno, tako intimno in tako goreče, kolikor bomo le mogli. Ne bojmo se, krščanski demokrati, imeti preveč občudovanja vrednega ideala, ki bi ga ne bilo mogoče prilagoditi življenju.
Če hočemo najmanjše dejanje pravice in ljubezni, potrebujemo reko dobre volje. Da bo naše vedenje kratko malo pošteno, morajo biti naše ideje 10-krat bolj vzvišene. Neskončno si je treba želeti dobro, da se vsaj malo izognemo zlu. Nobena sila na tem svetu nima tako velikanske izgube, kakor ideja, ki se mora spustiti v vsakdanje življenje. Prav zato moramo biti v svojih mislih junaški, da smo vsaj sprejemljivi in neškodljivi v svojih dejanjih.